Sedmo- in osmošolec Tobija in Svit sta svojo pametno čelado na letošnjem tekmovanju Popri pometla z osnovnošolsko konkurenco in jo dodelala do takšne faze, da se o odkupu njunega patenta pogovarjata s specializiranim podjetjem. To je pač čelada, v kateri so integrirane luči, senzorje za prisotnosti nevarnih plinov, pa kamere. Namenjena je vsem raziskovalcem, primarno jamarjem. Tekom tega sva tudi veliko takih neprečenljivih stvari se naučila, recimo kako spajkati ali pa kaj programirati. 5 srednješolk je iskalo naravno rešitev za menstrualne krče in izdelalo prehransko dopolnilo Leviora z minerali v obliki gumijastega bombona. Nam je, da bomo ponudili strankam, ženskam ta izdelek kar resna želja, ker se nam zdi, da je kar pomembno, da imamo nekaj naravnega. Pa priprava primernih obrokov na osnovi osebne DNK analize ali pametno digitalno gledalo za avtodome in kombije. Vse to so izzivi, ki sezujejo tudi stare poslovne mačke. Mladi so iz leta v leto bolj inovativni, sedaj jih že veliko bolj zanimajo tudi tehnologije umetne inteligence, vse to vključujejo v svoje podjetniške ideje in jaz verjamem, da je prihodnost na njih in za Slovenijo zagotovo tudi v podjetniškem smislu zelo svetla. Popre sta letos obiskala tako humanoidna robota kot prvič predsednica države in tudi starejšim natrosila malce popra. V slovenskem šolskem sistemu še vedno nimamo teh modernih predmetov, ki bi jih danes še kako potrebovali. Žalosten podatek je, da smo edina država v Evropski uniji od septembra letos, ki nima digitalne pismenosti kot obvezen učni predmet. Brez konkurenčnih mladih si ne moremo predstavljati prihodnosti, je poudarila.